Ja, Lili, kdo pa ima danes rojstni dan? A ne veš? Ne. Sara. Katera Sara? Ti bom pokazala. Aha, v tej knjigi. Pozdravljeni, dragi otroci. Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Danes imam pa za vas pravljico z naslovom Kameleonček, ki ni znal spreminjati barve. Kameleoni lahko spreminjajo barvo glede na to, česa si želijo in kako se počutijo. Si razen Lonija, ki je otrud navkljub vedno ostal rjave barve. Nekega večera je opazil, da je soseda Sara povsem siva. Bila je žalostna, ker so prijatelji pozabili, da jutri praznuje rojstni dan. Nihče se ni odzival vabilu na praznovanje, a je vseeno spekla tortice. Loni pa se nečesa domislil. Naslednjega jutra je vstal zelo zgodaj, da bi Sari pripravil rojstnodnevno presenečenje. Tiho je splezal z drevesa, spotoma je nabral sveže zeleno listje najlepših oblik. Kam si pa namenjen tako zgodaj, ga je vprašala surikata. Rože grem nabrat za Sarin rojstnodnevni šopek. Surikata je pokazala, kje se skriva najlepši rožni grm. Ah, kako diši, je rekel Loni, ko je utrgal rumeni cvet. V bližini je Loni zagledal drevo z veliko rdečo rožo. Prav na vrhu. Kako je visoko, je pomislil Loni, ko se je vzpenjal. Previdno ga je posvarila prijateljica opica. Ravno ko je Loni utrgal rdeči cvet, je pod njim počila veja. Padel je in v strahu zatisnil oči. Na srečo ga je ujela okretna opica in nežno postavila na tla. Hvala, rešila si mi življenje. Na nasprotnem bregu potoka je nato Loni opazil čudovit rožnat cvet. Moral bi prečkati potok, a ni znal plavati. Tako se je povzpel na močno vejo, ki je postala njegovo plovilo. S prednjimi nogicami je močno zaveslal in kmalu dosegel rožnati cvet. Ravno si je nameraval odpočiti, ko je na vrhu skale zagledal prelep moder cvet. Zbal se je, da bi spet padel, zato je začel razmišljati, ali obstaja še druga pot do vrha. Pisana Ara je videla, kako se obotavlja. Splezaj na moj hrbet, je ponudila. Storil je tako in poletela sta na vrh skale po zadnji cvet. Po jutru, polnem pustolovščin, je Loni skupaj s prijatelji poiskal Saro. Vse najboljše, draga Sara, so zapeli vsi v en glas. Hvala, Loni, je bila navdušena Sara. Barviti šopek je bil zelo všeč. Sklonila se je, da bi Loniju v zahvalo dala poljubček, Loni pa je kar naenkrat spremenil barvo in postal pisan kot mavrica. Sarina zabava s prijatelji je uspela, Loni pa je zasijal v svoji najlepši preobleki. Kako lepa je ta pravljica, kaj ne, Lili? Ja. Bova midva tudi pojedla kakšno tortico? Ja. Ja, zagotovo bojo tudi te zelo dobre, tako kot Sarine. Zagotovo ima vsak dan nekdo rojstni dan, zato mu zaželimo vse najboljše. In če si hočete še ogledati kakšno pravljico, kliknite na moj knjižni kotiček in kmalu se spet vidimo. Do takrat pa en kameleonov, čau, čau! Boma tudi midva probala eno tortico. Ja. Izvolim. Kako je dobra. Po mojih hlačih. Kako je dobra. Kako je dobra.